Človeška čreda še naprej vztraja pri svojih vsakdanjih navadah. Toda za nekatere se je to gibanje nenadoma ustavilo. Če bi prešteli glave, bi ugotovili, da nekaj članov naše vedno večje skupnosti manjka, njihovi sledovi pa prav tako hitro izginjajo. Številka 20. Jeremy Wisniewski je prebivalec Tehachapi v Kaliforniji, ki je zaposlen v Narodnem parku Grand Canyon. Znano je, da ima 41-letnik 3 otroke, eden od njih obiskuje šolo v Arizoni. Po besedah njegove družine, natančneje njegove sestre Amande, je Jeremyjeva rutina vključevala odhod iz doma v Tehachapiju, odpeljal je hčerko v Yumo v Arizoni, nato pa se odpravil na delo v Grand Canyon. Toda 10. februarja 2026 urnik ni bil takšen, kot bi moral biti. Jeremy bi svojo pot na delovno mesto začel 2 dni pred začetkom dela, kar zanj ni bilo nenavadno. Veliki kanjon je bil precej daleč, zato bi potreboval čas, da se ustali. Toda 12. februar je prišel in minil. Jeremyjev delodajalec pa ga ni videl, niti od njega ni slišal ničesar. Zaskrbljen za njegovo dobrobit je sprožil preverjanje njegovega stanja, kar je na koncu njegovi družini razkrilo, da je pogrešana oseba. Ni bilo nenavadno, da se jim ni oglasil od časa do časa, zaradi njegovega urnika 7 dni dela in 7 dni prostih. Vendar je vedno ohranjal stik s svojimi 3 otroki, od katerih nihče ni slišal ničesar od njega od 10. dalje. Ta vidik je bil še posebej nenavaden in je njegovo družino spodbudil, da je začela rekonstruirati njegovo pot v upanju, da bo povezala vse niti. Na dan, ko je zapustil Tehachapi, se je Jeremy odpeljal v Yumo, odložil svojo hčerko in se odpravil v Blythe v Kaliforniji, kjer je nameraval kupiti tovornjak od prijatelja. Po besedah prijatelja je Jeremy zapustil Blythe okoli 22:30 in se odpravil na pot proti Velikemu kanjonu, vendar tja nikoli ni prispel. Od takrat Jeremyja nihče ni videl ali slišal zanj. Njegovi bližnji pravijo, da je zelo nenavadno, da ni v stiku, zato verjamejo, da njegovo izginotje ni bilo prostovoljno. Po besedah Amande bi njen brat vzel cesto 96 do Needlesa, nato I-40 pri Kingmanu ali Parkerju do Havasuja, od tam pa bi potoval do Williamsa v Arizoni. Do 16. februarja je družina prijavila Jeremyja kot pogrešanega lokalni policiji, ki je takoj začela preiskavo. Ugotovili so, da je bil njegov mobilni telefon izklopljen, kar je preprečilo oblastem uporabo metod sledenja za njegovo lociranje. 19. februarja, 3 dni potem, ko je družina izvedela za njegovo izginotje, so policisti naleteli na bel Ford F-250 iz leta 2008. Našli so ga v Parkerju v Arizoni, potem ko so ga 5 dni prej odvlekli z področja Poston. Domnevno so ga našli zapuščenega ob Agnes Road v območju mostu Agnes Wilson Road, blizu reke Colorado med Parkerjem in Blythom. Potrjeno je bilo, da je bil Ford F-250 v lasti Jeremyja, vendar pa je bil on še vedno pogrešan. Odkritje je povzročilo iskanje na območju Agnes Road, vendar tam niso našli nobenih sledi o tem, kje bi se lahko nahajal pogrešani moški. Policija in družina sta se obrnili na javnost ter prosili ljudi, naj prijavijo vse nenavadno na tem območju in preverijo posnetke varnostnih kamer na svojih domovih in podjetjih, v upanju, da bi odkrili morebitno sled. Jeremy Wisniewski je bil opisan kot bel moški z rjavimi lasmi in lešnikovimi očmi. Visok je približno 178 cm in naj bi tehtal okoli 79 kg. Ima več tetovaž, med drugim tetovažo kitare na levem podlakti in številko 88 na levem ramenu. Nazadnje so ga videli v majici, kavbojkah in delovnih čevljih ali črnih teniskah DC. Ko je zapustil Yumo, je nosil pulover s kapuco z napisom "Dovolj si" na sprednji strani. Odkar je Jeremy izginil, ni bilo nobenih potrjenih opažanj, njegova družina pa obupano išče odgovore. Še naprej tesno sodelujejo z oblastmi in upajo, da kdo kaj ve. Informacije v zvezi z izginotjem ali morebitno lokacijo Jeremyja lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Riverside na številko 800-95-2444. Prav tako lahko kdorkoli z informacijami posreduje podatke preko telefonske linije Missing in America na številko 844 MIA Loss ST. Številka 19. Kaj se je zgodilo Gregoryju Gilbertu Treacyju? To vprašanje kroži v skupnosti Sapulpa v Oklahomi že od leta 2022, ko je Gregory skrivnostno izginil brez sledu. Takrat 52-letni moški je živel v Tulsi in imel ženo Billy 2 otroka. Žal je bilo ravno v tem času, ko je prejel zastrašujočo diagnozo. Gregory se je boril s 4. stopnjo Ne-Hodgkinovega limfoma, ki zahteva vsakodnevno jemanje zdravil.
Ta pretresljiva zgodba bi se začela z nečim tako preprostim, kot je bil ribolovni izlet, ki ga je organiziral Gregorjev brat. Bile so večerne ure 23. julija 2022, ko je odšel od doma s svojim bratom in bratovo punco. Ko so se peljali proti Sapulpi, se je izlet nenadoma ustavil, saj se je avto nenadoma pokvaril nekje v Dženksu. Naslednje jutro so si trije uspeli zagotoviti prevoz in so jih odložili pri hiši Gregorjeve mame, ki se nahaja zahodno od Sapulpe na 111. ulici, jug med 193. in 209. zahodno avenijo. Tukaj sta brat in sestra stala na posestvu in opazovala, kako je njegov brat odšel po bližnji poti, ker je nato izginil in ga nikoli več niso videli ali slišali zanj. Po nekaj urah, ko ni bilo sledu o bolnem moškem, sta se brat in njegovo dekle odpravila na pot, kjer sta na bližnji klopi našla Nike superge in kratke kavbojske hlače pogrešanega moškega. Šele po 4 napornih dneh je bil Gregory končno prijavljen kot pogrešan na šerifovem uradu okrožja Creek, kar je sprožilo obsežno iskalno akcijo. Policija je usklajevala več iskalnih akcij, v katere so bili vključeni tudi kinološke enote in droni, ter preiskala območje od 30 do 40 akrov v bližini, kjer so Gregorja nazadnje videli. Ti napori niso prinesli rezultatov in niso se pojavile nobene dodatne sledi, ki bi preiskovalce usmerile v pravo smer. Pogrešani moški je še ena oseba z več prepoznavnimi značilnostmi, vključno s tetovažama imen Kyra in Sway na levi strani prsnega koša. Črka S poteka skozi brazgotino. Gregory ima tudi drugo brazgotino na desni strani prsnega koša z vidnim portom. Izginil je skupaj z denarnico, telefonom, ključi in predpisanimi zdravili, kar nakazuje, da se morda vrne. V zadnjih teh letih ni bilo nobenega znaka o Gregoryju Treesu. Številka 18. Gabriel Rochelle Davis, rojena 2. novembra 1999, je prebivalka mesta North Little Rock v Arkansas in ljubljena članica svoje skupnosti. Po besedah njene matere ima Gabriel preboden nos in ušesa. Na levem licu ima majhno rdeče srce, na notranji strani desnega zapestja napis Asion, za levim ušesom ime Taylor in na levi roki veliko vrtnico. Po poročanju časopisa Busted Newspaper je bila Gabriel aretirana 9. januarja 2026 zaradi kršitve zaščitnega ukrepa, pridržana v okrožnem zaporu Pulaski in kasneje izpuščena. Po kratkem priporu je Gabriel postala predmet odprtega primera pogrešane osebe, ki se je začela v noči na 18. februar 2026. Na ta dan so 26-letno Gabriel nazadnje videli v North Little Rocku, kjer naj bi vstopila v avto z neznano osebo, ki jo je odpeljala do bencinske črpalke na križišču Pike Avenue in 16. ulice. Izstopila je iz avta na križišču 17. in Pike ter se odpravila proti 19. ulici, kjer se je zapletla v pogovor z drugo neznano osebo. Po pričevanju očividcev je bila ura 22:00, ko se je približala belemu ali sivemu vozilu Expedition. Ni znano, katere besede so bile izmenjane, vendar se je pogovor končal tako, da je Gabriel vstopil v avto, domnevno zato, da bi prišel na drugo lokacijo. Po tem srečanju mlade ženske niso več videli ali slišali, kar je vzbudilo zaskrbljenost med njenimi bližnjimi in skupnostjo. Gabrielova mati se je obrnila na družbena omrežja, potem ko je 20. februarja prijavila izginotje svoje hčerke policiji v North Little Rocku. Pojasnila je, da kljub temu, da je vztrajala, da je primer nujen, policija ni izdala nobenih opozoril in v objavi zapisala, da ne bo čakala na oblasti, da razširijo informacije o njeni pogrešani hčerki, temveč je to vzela v svoje roke. V svoji objavi je mati podrobno opisala vse, kar je vedela o Gabriel, ki jo kliče Gabi. Pogrešana ženska je bila opisana kot mešane rase, z rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je 5 čevljev in 2 palca ter tehta približno 54 kg. Ima več tetovaž, najbolj očitna pa je majhen obris rdečega srca pod njenim levim očesom na levem licu. Nazadnje so jo videli v črnem kratkem topu, črnih trenirkah in natikačih brez nogavic. Okoliščine njene izginotja so nedvomno nenavadne in zanjo netipične, pravi njena mama. O vozilu, povezanim z njenim izginotjem, ni bilo javno objavljenih nobenih opažanj, prav tako voznik ni bil identificiran. Od njenega izginotja ni bilo nobenih potrjenih opažanj, njena situacija pa postaja iz dneva v dan bolj nujna. Policijska uprava Severnega Little Rocka poziva vse, ki imajo kakršnekoli informacije o tem izginotju, naj stopijo v stik z njimi.
Agencijo lahko kontaktirate na številki 501 7581 234, številko primera 20261 6909. Gabrielova številka primera Namus je MP 156 387. Številka 17. 9. marca 2007 je 20-letna Jamie Harper zapustila materin dom v Paxtonu in odšla na zabavo v prikoličarsko naselje Maplewood Estates v Rantolu. Njen fant naj bi jo tam pustil samo, saj je trdil, da ima, citiram, stvari za urediti. Jamie je nameravala po zabavi prespati pri prijateljici, vendar so jo nazadnje videli, ko je ob 4:30 zjutraj zapustila zabavo in nikoli ni prispela do prijateljičine hiše. Jamie Jeana mama je prijavila njeno izginotje teden dni kasneje, potem ko se prijateljica, ki bi morala Jamie pripeljati domov, nikoli ni pojavila. Vse Jamiene stvari, vključno z njenimi vsakodnevnimi zdravili za epilepsijo, je pustila za sabo. Policija je sprva zaslišala fanta, vendar ga je izključila kot osumljenca. Anonimni namek, da se je Jamie predozirala in da je njeno telo v Dogtownu, je privedel do preiskave območja, vendar niso našli nobenih dokazov in namig so zavrnili kot potegavščino. Preiskovalci so opazili zlovešče podobnosti med primerom Jamie in izginotjem 19-letne Heather Zimmerman leta 1997, ki je prav tako izginila z zabave v Rantulu. Policija ima v obeh primerih isto, javnosti neznano osebo, ki zanima preiskovalce, 30-letnega moškega, ki naj bi ga videli, kako je zapustil zabavo z Jamie. Bil je zaslišan, vendar je zavrnil poligrafsko testiranje in nato odpotoval iz zvezne države. Izročen nazaj v Illinois zaradi obtožbe vloma je kasneje zahteval odvetnika, ko so ga ponovno zasliševali glede Jamie. Med racijo na očetovi posesti oktobra 2007 so našli delno zažgano vedro, varnostni pas z vitalno tekočino in oblačila, vendar nobenega od teh predmetov niso dokončno povezali z nobeno od pogrešanih žensk. Oseba, ki jo obravnavajo kot osumljenca, trenutno prestaja 20-letno kazen zaradi hujšega nasilja v družini in bo upravičena do pogojnega izpusta leta 2031. Do leta 2025 ni bilo aretacij, Jamie in Heather pa sta še vedno pogrešani, pri čemer možnost kaznivega dejanja v nobenem primeru ni izključena. Številka 16. Frankie O'Connor je 26-letni moški iz Kimsforda v Essexu v Angliji. Na voljo je le omejeno število informacij o njegovem ozadju in osebnem življenju. Opisan je kot bel moški, visok približno 170 cm, s suho postavo. Ima modre oči in rjave lase, za Frankija pa pravijo, da ima na levem zapestju tetovirano besedo Nan. Je priljubljen član skupnosti, njegova odsotnost pa skrbi ne le njegovo družino, ampak tudi člane javnosti. Po poročilih na družbenih omrežjih, ki so jih objavili policija iz Essexa in njegovi bližnji, Frankija niso videli ali slišali od 3. aprila 2026. Ni se vrnil domov, prav tako ni imel nobenega stika z družino ali prijatelji, kar je povzročilo splošno paniko in intenzivno iskalno akcijo. Kljub vsem prizadevanjem se niso pojavile nobene sledi glede nenavadnega izginotja ali okoliščin, ki ga obdajajo. Ni znano, kaj je privedlo do njegovega izginotja ali kje so ga nazadnje videli. Oblasti domnevajo, da ima morda Frankie oblečen črn plašč ali pa ga ima s seboj. Njegova družina trdi, da ima Frankie povezave z območjem Brightona in bi lahko uporabil železniško omrežje, da bi potoval tja ali kamorkoli drugam. Natančne okoliščine dogodka ostajajo neznane. Ni bilo navedeno, ali njegova družina meni, da je izginotje značilno ali ne, oziroma ali je bilo značilno za Frankija, da je preprosto odšel. Ne glede na to, ali je bilo znano, da to počne ali ne, je njegova odsotnost povzročila veliko zaskrbljenost, kar nakazuje, da je nekaj v tej situaciji nenavadnega za tega človeka. Krajevne oblasti so pozvale skupnost, naj takoj pokličejo policijo, če opazijo Frankija ali vedo, kje bi lahko bil. Ni bil razglašen za ogroženo osebo, vendar je njegovo iskanje kljub temu izjemno pomembno. Družina in esseška policija pozivata javnost naj pokliče 999 in navede številko primera 1260 z dne 3. april, če ima kakršnekoli informacije o Frankijevi lokaciji ali kakršnekoli namige in informacije, ki bi lahko vodili do njegovega najdišča. Hišna številka 15 v Arlingtonu v Teksasu je bila dom Manuela Chavarije, sina Lidije in Manuela starejšega. V njegovi preteklosti ni veliko znanega, vendar je večini znano, da je imel običajno otroštvo brez posebnih motenj. Vendar pa se je marca 1997 v Manuelu nekaj zlomilo in začel je močno piti ter dolgo spati.
Te nenadne spremembe so bile zaskrbljujoče za tiste, ki so ga poznali, saj so bile zanj popolnoma neznačilne, tako po besedah njegovega sostanovalca, kot tudi njegove matere. Približno v tistem času je 25-letni Manuel začel videti očitno bolan, do te mere, da ga je njegova mati vprašala, ali uporablja mamila. Manuel je zanikal, da bi imel karkoli drugega razen alkohola. Bolan videz, nenadni alkoholizem in dolga obdobja spanja so bili nedvomno razlog za skrb, zaradi česar so se mnogi spraševali, kaj je pripeljalo do te točke. Takrat je bil mladi moški zaposlen v restauraciji Harrigan's, ki se prav tako nahaja v Arlingtonu. 31. marca bi moral prisostvovati sestanku na svojem delovnem mestu. Okoli 18. ure tistega večera je Manuel zapustil svoje prebivališče v svojem delno grundiranem rdečem Hondi Civic iz leta 1987 z rdečimi črtami in se odpravil proti restauraciji. Zdi se, da ni nikoli prispel na sestanek in je izginil kmalu potem, ko je zapustil svoj dom, ter ga od takrat nihče več ni videl ali slišal zanj. Ko njegov delodajalec tisti večer in v naslednjih dneh ni uspel stopiti v stik z njim, je prijavil Manuelovo izginotje policijski postaji v Arlingtonu. Prva preiskava je pokazala, da pogrešani moški ob odhodu od doma ni vzel s seboj nobenih svojih osebnih stvari. Poleg tega odkritja niso našli nobenih drugih sledi ali dokazov, ki bi vodili do tega, kje je ali nakazovali na morebitno kaznivo dejanje. Dolgo časa ni bilo nobenih novih sledi o Manuelu. Šele 17. maja so končno našli Hondo. Opuščeno so jo odkrili ob podeželski cesti 2119 v okrožju Culberson v Teksasu na zasebni lastnini. Lastnik posestva je naletel na vozilo in takoj poklical šerifov urad. Preiskovalci so ugotovili, da so bili ključi še vedno v kontaktu. Okna so bila spuščena, Manuela pa na kraju dogodka ni bilo nikjer. Nato so naleteli na pretresljivo odkritje. Na zadnjem sedežu avtomobila je bila škatla za strelno orožje, okoli pa je bilo raztresenih več nabojev. Med predmeti so bili tudi zavojček cigaret, prazen okvir za sliko in 6 praznih steklenic. Kmalu je sledila preiskava območja, policija pa je verjela, da bodo naleteli na Manuelovo truplo in pogrešano strelno orožje. Kljub intenzivnemu iskanju se niso pojavile nobene dodatne sledi. Nazaj v pisarni je policiji uspelo izslediti strelno orožje in ugotovili so, da je bilo kupljeno v Walmartu v Bedfordu v Teksasu le nekaj dni potem, ko je Manuel izginil. Preiskovalcem pa ni uspelo ugotoviti, kdo je kupil orožje, ali je bil to Manuel ali nekdo neznan. Mama pogrešanega moškega je verjela, da se je njen sin odpravil na to območje v iskanju njihovega nekdanjega doma v Pecosu, vendar ta trditev ostaja nepotrjena. Kljub iskanju tam so reševalci znova ostali praznih rok. Zakaj bi Manuel želel iti v ta dom, ostaja neznano, vendar sumijo, da je morda postal žrtev kaznivega dejanja na poti tja, če je bil to res njegov namenjeni cilj. Sorodniki in prijatelji ne verjamejo, da bi Manuel odšel brez opozorila ali storil karkoli, da bi si škodoval. Minilo je 28 let, odkar je tistega večera izginil z obličja zemlje in za seboj pustil skrivnost. Številka 14. 34-letna Christine Wiltz je prebivalka New Orleansa, Louisiani in predmet tekoče policijske preiskave zaradi nenavadnih okoliščin, ki so privedle do tega, da je bila razglašena za pogrešano osebo. O njenem življenju in ozadju je bilo objavljenih le malo informacij, vendar njena družina pravi, da je njena tišina nenavadna in vzbuja skrb. Zaskrbljeni so za njeno varnost in verjamejo, da je morda v nevarnosti. 23. marca 2026 je Christine vozila svoj SUV Lincoln MKX iz leta 2009 na odseku Oliver White Avenue pri hišnih številkah okoli 3000 blizu Abundant Street v New Orleansu. Vozilo, ki ima vidne poškodbe na zadnji strani, na sovoznikovi strani, so opazili na tem območju med 3:00 in 4:00 zjutraj. Tistega jutra, kjer je Christina ustavila, da bi pobrala takrat neznano osebo, ki je bila kasneje identificirana kot MacArthur Mackey. Le malo zatem, ko je Christina pobrala Mackeyja, sta ona in njen terenec izginila, kar je njeno družino spodbudilo, da jo je prijavila kot pogrešano in sprožilo obsežno preiskavo. To je privedlo do tega, da so detektivi izjavili, da je pogrešana ženska morda izpostavljena visokemu tveganju za izkoriščanje ali resno telesno poškodbo. Izjava je prišla po preiskavi, ki je razkrila identiteto potnika, ki ga je Christina tisti dan pobrala. Po poročilih ima 42-letni Mackey obsežno dokumentirano zgodovino nasilja in je bil imenovan za osebo v interesu preiskave v zvezi z izginotjem.
Oblasti so medtem izvedele, da je bila tudi ona prijavljena kot pogrešana, približno ob istem času, ko je izginila Kristina. Nekaj dni kasneje je šerifov urad okrožja Lawrence razkril, da je bil Mackie v priporu od 3. aprila 2026. Domnevno je pridržan zaradi ukrepa v zvezi s pogojnim izpustom, povezanega s prejšnjo obtožbo. Policijska uprava New Orleansa je povedala, da je bila ta oseba zadnja, ki je videla Kristino, ko ga je pobrala 23. marca. Ni znano, ali so ga po prijetju zaslišali ali preiskovali v zvezi s tekočim primerom. Kristina je še vedno pogrešana in preiskovalci še vedno poskušajo ugotoviti, kakšno vlogo je morda imel v njenem primeru. 31. marca je bila enota za posebne žrtve ponovno dodeljena primeru, da bi preiskala primer kritično pogrešane Christine Wiltz. Opisana je kot temnopolta Američanka, visoka 170 cm in težka približno 73 kg. Nazadnje so jo videli v rdeči majici, modrih kavbojkah in copatih s nogavicami. Informacije o njenem izginotju lahko posredujete detektivom za posebne žrtve na številki 504 658 5267 ali 500 4658 5523. Številka 13. Colleen Paris se je rodila leta 1982, staršema Niku in Nancy, v družini, kjer je bila edinka. Njeno otroštvo je bilo polno ljubezni do plesa, petja in športa. Njene ambicije niso nikoli popustile, niti ko je prišla na srednjo šolo, in septembra 2000 je obiskovala poletne tečaje ter si prizadevala pridobiti srednješolsko diplomo. Colleen je bila tisto leto stara 18 let in je v prostem času delala kot gostiteljica v restavraciji v mestu Plantation na Floridi. Tistega septembra je Colleen tudi kupila letalske vozovnice, ki bi jo decembra odpeljale v Colorado na počitnice. A teh vozovnic nikoli ne bi uporabila. Mlada ženska nikoli ni prijela svoje srednješolske diplome, niti ni odšla na načrtovane počitnice. To je zato, ker je Colleen Elizabeth Paris izginila. Bilo je okoli 15. ure 30. septembra, ko so jo nazadnje opazili v družinski hiši blizu Flamingo in Sunrise Boulevarda. Domnevno je prijela telefonski klic neznanega klicatelja, nato pa je nenadoma rekla, da gre v Coral Springs nekaj pojest in odšla od doma. Ko je Colleen odšla skozi vrata, je obljubila, da se bo vrnila med 17:30 in 18. uro tistega večera, ravno pravi čas za načrtovani družinski izlet na tekmo Marlinsov. A domov se ni nikoli vrnila. Zamudila je tekmo Marlinsov in nikoli več je niso videli ali slišali za njo. Colleen je svoj dom zapustila v belem Mazdi MX-6 letnik 1994 z registrsko tablico D48PIE, ki so ga odkrili šele skoraj teden dni kasneje, ko se je začela preiskava. Vozilo je bilo zapuščeno na parkirišču nakupovalnega centra v Tamaracku, blizu McNabb Roada in Pine Islanda. Policija je prihitela na kraj dogodka, vendar tam ni našla nobenih znakov kaznivega dejanja. Colleen je na dan odhoda doma pustila več svojih stvari. Vzela je le mobilni telefon in torbico, ki pa jo na parkirišču, kjer je bilo najdeno njeno zapuščeno vozilo, niso našli. Vozilo je bilo prav tako zaklenjeno, okna pa dvignjena, kar nakazuje, da je morda sama izstopila iz vozila, ga zaklenila in nato izginila brez sledu. Policija na zunanjosti Mazde ni našla nobenih prstnih odtisov, verjetno zaradi nedavnega dežja. Ob nadaljnjem zaslišanju družine so detektivi izvedeli, da je Colleen rada igrala biljard v športnem baru, znanem kot Bull & Q, ki se nahaja v tem nakupovalnem središču. Njeni starši pa niso mogli ugotoviti, zakaj bi šla sem prav na ta dan, brez kakršnihkoli predhodnih načrtov po tistem zloveščem telefonskem klicu. Oblasti so Bull & Q obravnavale kot še eno osrednjo točko preiskave, vendar nikoli niso razkrile, ali so tukaj našli kaj pomembnega ali zanimivega. Ko so nadaljevali z zaslišanji sorodnikov, so končno našli osebo zanimivo za preiskavo. Oseba je bil Colleenin stric, ki je domnevno porodil pomoč pri iskanju manekenske službe, posebej za spodnje perilo. Ko so detektivi vprašali, ali je pripravljen opraviti poligrafski test, je to zavrnil, kar je le še okrepilo sume proti njemu. Kljub temu je še naprej zanikal, da bi imel kakršnokoli povezavo s skrivnostnim izginotjem Colleen. Naslednja 4 leta sta starša pogrešane ženske puščala sporočila na njenem mobilnem telefonu v upanju, da jima bo nekega dne odgovorila. S
Sčasoma sta se odločila, da ne bosta več plačevala za napravo, vendar sta še naprej ponujala nagrado z denarjem iz Colinine življenjske zavarovalnine in šolnine. Nagrada je takrat znašala do $30,000, za kakršnekoli informacije bi pripeljale do lokacije njune hčere in razkrile, kdo je neznani morilec. Oblasti nerade verjamejo, da je Colleen odšla po lastni volji, vendar so še vedno negotove glede natančnih okoliščin primera. Nenavadno je, da ima mlada ženska tudi več prepoznavnih značilnosti, vključno s številnimi tetovažami in piercingi. Na spodnjem delu hrbta ima metulja, na gležnju kitajske znake, okoli drugega gležnja pa trak. Ima prebodena ušesa, jezik in popek. Nobena od teh značilnosti se ni pojavila v nobenem primeru neznane osebe. Zato se sprašujemo, kaj se je v resnici zgodilo s Colleen. Številka 12. Po besedah družinskih članov, prebivalca Dallasa v Teksasu, Partreya Edmondsa, ima obsežno dokumentirano zgodovino težav z duševnim zdravjem. Poleg te kratke predstavitve o njem, javno ni znanega veliko, vključno z njegovim delovnim mestom, odnosi ali življenjskimi okoliščinami. Vemo pa, da je 40-letni moški izginil in glede na njegovo visoko rizičnost je njegovo iskanje izjemno nujno. Primer Partreya Edmondsa se je začel v njegovem domu v Dallasu 21. februarja 2026. Ni znano, kdo je bil takrat tam ali kdo je bil priča nenadnemu izginotju, vendar je nekdo opazoval, kako je stanovalec nenadoma zapustil svoj dom. Način, kako je odšel, ni kazal nobenih znakov vnaprejšnjega načrtovanja ali kakršnihkoli namigov, kam bi lahko šel. A eno je gotovo, ni se vrnil. Pogrešani naj bi nenadoma odšel peš v neznano smer, za seboj pa pustil osebne stvari in vozilo. Primer je dodatno zapletlo dejstvo, da Partrey ni imel mobilnega telefona, kar je onemogočilo sledenje napravi, ki bi oblastem morda omogočilo sestaviti digitalni zemljevid njegovih gibanj. Od jutra 21. februarja ni vzpostavil nobenega stika z družino, prijatelji ali znanci. Kakršnekoli sledi o tem, kam bi lahko odšel, še naprej izmikajo organom pregona. Policijska uprava Dallas je primer od takrat označila kot visoko tvegan, Partreya pa razglasila za ranljivo odraslo osebo. Preiskovalci verjamejo, da pogrešani moški potuje peš prek sistema javnega prevoza Dallas Area Rapid Transit oziroma DART. Namignili so, da morda poskuša priti do nekaterih gosto poseljenih območij. Družina Partridge se boji, da bi lahko doživljal epizodo dezorientacije, zaradi katere ni sposoben ali pa ni pripravljen razkriti svoje identitete ljudem, vključno z oblastmi. Detektivi so takrat pregledali varnostne kamere več podjetij na območju, od koder je izginil, v upanju, da bi določili njegovo natančno pot. Ta prizadevanja so bila doslej neuspešna. Oddelek se zdaj močno zanaša na pomoč javnosti. Partreyjeva mati, Diane Edmonds, in drugi družinski člani so se prav tako obrnili na skupnost ter izkoristili in uporabili vse možne načine za širjenje ozaveščenosti o njenem sinu, tako digitalno kot fizično, da bi njegovo ime ostalo v javnosti. Njegovi bližnji še naprej upajo, da bodo Partreya kmalu našli, saj se obsežna prizadevanja za njegovo iskanje nadaljujejo. Od takrat je bil dodan v bazo podatkov NAMUS pod številko primera MP156071. Partrey Edmonds je opisan kot Afroameričan s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visok je 5 čevljev in 5 palcev ter tehta približno 68 kg. Ni znano, kaj je nosil v času izginotja, vendar lahko informacije o tej pogrešani osebi posredujete policijski upravi Dallas na številko 214 671 4268 027. 2026, številka 11. V zadnjih 3 letih je družina Stacey Annette Crawford aktivno objavljala prošnje na več družbenih omrežjih v upanju, da jo je kdo videl. Zgodba Stacey se je začela 21. julija 2022, ko je bila stara 44 let. Po pripovedovanju se je dan začel kot vsak drug, čeprav veliko o njenem gibanju ni znanega. Tistega dne, okoli 11:20 ure, so jo nazadnje videli v White Valeu v Tennesseeju. Dokazi kažejo, da je bila tistega večera v stiku z več osebami, le nekaj trenutkov preden je izginila. Zlovešče je skupaj z njo izginil tudi Staceyn rdeči Chevrolet K1500 Tahoe s tennesseesko registrsko tablico P8232V. Ni jasno, ali so jo nazadnje videli, ko se je z njim odpeljala od doma, ali pa je vozilo izginilo kasneje. O okoliščinah tega nenavadnega dogodka ni znano veliko, razen 2 dejstev. Da Stacey ni bilo nikjer mogoče najti in da je izginilo tudi njeno vozilo.
Ni jasno, kdaj ali kako so jo prijavili kot pogrešano, vendar se je preiskava začela šele skoraj mesec dni kasneje. Oblasti so sprva verjele, da je izginila 9. avgusta zaradi očitno napačne preiskave. Telefonski zapisi pa bi kasneje pokazali, da je izginila 3 tedne prej. Medtem ko so preiskovalci skušali razumeti, kaj se je zgodilo in kako so prišli do tega trenutka, so odkrili prvo sled. To je bil Stacyan Chevrolet, ki so ga našli 2. septembra, skoraj 2 meseca po njenem izginotju. Po najdbi vozila je policija v zvezi s primerom pogrešane osebe izvedla tudi aretacijo. Prijeli so 49-letnega Ronija McFallsa iz Gilda v Tennesseeju in ga odpeljali v zaporniško celico. Kasneje je bil obtožen kraje motornega vozila in prirejanja dokazov. Domnevno je bil Ronij v posesti avtomobila, vendar ni jasno, kako ali kdaj ga je dobil. Prav tako ga je poskušal prodati, zaradi česar so ga detektivi lahko izsledili. Odnos med pogrešano žensko in moškim, ki je imel njen avto, ostaja neznan. Ronij je bil naveden kot oseba, ki jo v primeru zanima policija, vendar ni bil izrecno imenovan kot osumljenec. Še eno plast skrivnosti v izginotje je dodalo sporočilo, da oblasti iščejo drugo osebo v povezavi s Stacy. Ta oseba je Barbie Anderson, s katero bi detektivi radi opravili dodatne razgovore. Barbie se je po objavi sama predala, vendar zaradi nepovezanega naloga za prijetje. Trenutno je v zaporu okrožja Marion in dodatni razgovor še vedno čaka na izvedbo. Domnevno je bilo v zvezi s primerom opravljenih še več aretacij, vendar nobena od identitet ni bila javno razkrita. Velik del zbranih dokazov, ki nakazujejo na kaznivo dejanje, prav tako ni bil razkrit javnosti, zaradi česar se mnogi sprašujejo in uginajo o izginotju. Preiskava še vedno poteka, vendar tudi 3 leta kasneje ni bilo nobenega napredka. Številka 10. Jennifer Remillard je prebivalka mesta Auburn v Massachusettsu. 47-letna je nekoč delala za Reliant Medical Group. Je mati enega otroka in jo ima njena družina ter celotna skupnost zelo rada. Po besedah družinskih članov je bila Jennifer znana po tem, da se je občasno za nekaj časa nehala oblašati, vendar je vedno znova navezala stik z njimi, še posebej svojo hčerko. Znano je, da potuje na dolge razdalje po vsej državi in čeprav ni bilo nič nenavadnega, da je Jennifer občasno izginila, je bil njen molk tokrat drugačen, saj je trajal več mesecev, najdlje doslej brez stika. Nenavadne okoliščine v zvezi z izginotjem Jennifer so se začele razkrivati novembra 2025. Prav tistega meseca je zapustila svoj dom v Auburnu, da bi obiskala nekaj sorodnikov, ki živijo na ulici Leicester. Prav tam je v hiši izbruhnil nedoločen prepir, zaradi katerega je Jennifer hitro zapustila območje. Stanovanje je zapustila s svojim sivim Toyota Camryjem, letnik 2012, z registrsko tablico Massachusetts RS11 JR. Njena družina in prijatelji je od tistega dne niso več videli, vendar je po odhodu z njimi še nekaj časa ohranjala stik, a le za kratek čas. Zadnje sporočilo, ki ga je družina prejela od Jennifer, je bilo poslano s prenosnega računalnika. Sporočilo je nakazovalo, da je izgubila svoj mobilni telefon. Od takrat se jim ni več oglasila. 31. januarja 2026 je bila zadnje opažanje Jennifer zabeležena v Sarasoti na Floridi. Videli so jo s Camryjem. Vozilo so kasneje, sredi februarja, zaznale kamere Flock nekje v južni Floridi, vendar ga od takrat niso več opazili. Ne strani Peach, niti strani kamer. Jennifer je bila uradno prijavljena kot pogrešana 3. marca letos policiji v Auburnu, ki aktivno preiskuje primer. Družina Jennifer je globoko zaskrbljena za dobrobit pogrešane ženske, vključno z njenim bratrancem Anthonyjem Remillardom. Komentiral je, da jih skrbi, da morda živi v svojem avtomobilu in da morda nima nobenega denarja. Družina se tudi boji, da se je zgodilo nekaj veliko hujšega. Anthony je namignil, da to ni prvič, da je Jennifer odpeljala v drug del države. Vendar pa opaža, da verjame, da je v tem primeru nekaj drugačnega in nedvomno narobe. Vsi, ki poznajo Jennifer, so zaskrbljeni zanjo in obupano želijo vedeti, da je na varnem. Opisana je kot oseba z blond lasmi, visoka 5 čevljev in 9 palcev, ter težka približno 130 funtov. Informacije v zvezi z izginotjem Jennifer Remillard lahko posredujete policijski upravi Auburn na številko 508 327. Agencijo lahko kontaktirate tudi preko njihovega elektronskega naslova auburnmasspolice.org.
Lahko pa anonimne namige pošljete tudi preko storitve Text a Tip na auburnmasspolice.org. Številka 9. Kiana Cole, prebivalka Brooksvilla na Floridi, se je s težavami z zlorabo substanc spopadala že od svojega 23. leta. Leto 2019 bi pomenilo 4. leto, ko se je borila s to nesrečno okoliščino. Kljub svojim težavam je ohranjala reden stik s svojo družino. Do februarja pa so postala mamila najmanjša Kianina skrb. Nekaj mesecev prej, oktobra 2018, je bila žrtev poskusa umora v okviru družinskega nasilja. Storlek je bil bivši fant Dwayne Williams, ki naj bi jo zvabil v park na Russellovi ulici in jo napadel. Williams je bil na koncu obtožen poskusa umora 2. stopnje in upiranja aretaciji. Ker je bila Kiona žrtev, naj bi podala izjavo glede incidenta, ki je bila določena za 11. februar 2019. Toda dan preden bi lahko podala svojo izjavo, je 27-letna Kiona skrivnostno izginila in za seboj pustila svojega 3-letnega sina. Tistega dne so Kiono odložili na Shady Oak Villa Circle, kjer je nameravala obiskati svojo prijateljico. Stanovanje je zapustila kasneje tistega večera, nekje okoli 11. ure zvečer. Odpravila se je po bulevarju dr. Martina Luthera Kinga mlajšega proti Broad Street. Sčasoma je izginila izpred oči in nikoli več je niso videli ali slišali za njo. Kiona bi morala naslednje jutro prevzeti svojega sina pri družinskem članu, ga odpeljati v vrtec in nato oditi na državno tožilstvo. Ni prišla do nobenega od teh ciljev. Po navedbah sorodnika je pogrešana ženska prejemala grožnje s smrtjo v zvezi s svojim pričanjem. To jo je prestrašilo in verjetno zelo odvrnilo od tega, da bi pričala. Kionina odsotnost na sodišču je povzročila, da so bile obtožbe proti Williamsu opuščene, vendar je ostal edina oseba, ki je zanimala preiskovalce v zvezi z njenim izginotjem, še posebej, ker je bil na prostosti proti varščini med čakanjem na sojenje. Čeprav preiskovalci sumijo, da je v primeru prišlo do kaznivega dejanja, so našli malo ali skoraj nič dokazov, da bi lahko koga obtožili v zvezi s tem primerom. Kljub zaskrbljujočemu pomanjkanju napredka v preiskavi, njena družina vztraja, da ne bi odšla po lastni volji. Močno verjamejo, da ima Williams informacije o njeni lokaciji in da je morda vpleten v njeno skrivnostno izginotje. Številka 8. Lisandro Sartiage ima status stalnega prebivalca in je v Združene države vstopil zakonito, nato pa si je zagotovil službo kot kmetijski delavec. Pred nekaj leti je 28-letni moški utrpel hudo poškodbo glave, za katero pravijo, da mu je pustila trajne kognitivne težave. Kljub nesreči je še naprej delal, da bi preživljal svojo družino. Njegovi bližnji so ga opisali kot družinskega človeka, ki ima ženo in hčerko doma v Mehiki. Je priden delavec in je delal na poljih borovnic v Hamiltonu v New Jerseyju ter ima dom v bližini. Znano je tudi, da občasno dela v Mainu med sezono borovnic. Za Lisandra pravijo, da ima zgodovino depresije, zaradi katere potrebuje redno jemanje zdravil. Toda izginil je brez teh nujnih zdravil, kar je povzročilo veliko zaskrbljenost za njegovo dobrobit. Bilo je 27. februarja 2026, ko so Lisandra nazadnje videli, ko je zapuščal svoje bivališče na območju Laurel Avenue. Okoli 1 popoldne je peš odšel, vendar se ni nikoli vrnil domov. Od takrat ga nihče ni videl ali slišal zanj. Po besedah družine je pogrešani moški vedno ohranjal stik z njimi, zato je bila njegova tišina nedvomno nenavadna in razlog za zaskrbljenost. Njegovi bližnji so opozorili, da morda potrebuje zdravniško pomoč, poleg tega pa naj bi svoj dom zapustil brez osebnih stvari, vključno s telefonom. Nihče ni vedel, kam je namenjen ali kdaj se bo vrnil. Izginotje se je zgodilo med zaostrovanjem ukrepov proti priseljevanju, zaradi česar so sorodniki sumili, da je bil morda pridržan, čeprav ima status stalnega prebivalca. Simon, Lisandrov brat, je pregledal spletno bazo službe za priseljevanje in carinski nadzor, da bi preveril, ali so ga prijeli, vendar njegovega imena tam niso našli. Po Simonovih besedah so lokalne oblasti izvedle obsežno iskalno akcijo v Hamiltonu. Prečesali so gozdnata območja in sosednje soseske, vendar njihova prizadevanja do zdaj niso obrodila sadov. Z vsakim dnem postaja Lisandrova situacija še bolj resna. Čeprav se tem oklepajo zadnjih bilk upanja, njegova družina poroča, da je težko odgnati slabe misli. Njegov bratranec Tony je komentiral, da ko nekdo ne pride, začneš razmišljati, da morda nikoli ne bo prišel.
Policijska uprava Hamilton prosi javnost za pomoč in spodbuja prebivalce, naj preverijo vse posnetke nadzornih kamer, ki jih imajo od 27. februarja naprej, v upanju, da je katera od teh kamer ujela nekaj, česar nihče drug ni videl. Sorodniki so zaskrbljeni, da bi bil Lazandro brez svojih zdravil, lahko zmeden in ne bi vedel, kako priti domov. Opisan je kot moški hispanskega porekla, z redkimi črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visok je približno 170 cm in tehta okoli 80 kg. V času izginotja je imel Lisandro kratek brk in urejeno brado, ki je potekala vzdolž njegove čeljusti in brade. Pogrešenega moškega so nazadnje videli v sivi jakni, modrih kavbojkah in rjavih delovnih čevljih. Informacije v zvezi z njegovim izginotjem in morebitno lokacijo lahko posredujete policijski postaji Hamilton na številko 6095 614000 s številko primera agencije 26003 26003 484. Naveden je v bazi podatkov NAMOS pod številko primera MPS 156 MPS 156 171. Številka 7. Bilo je 16. aprila 1996 ob 17. uri v Edwardsvillu, Pennsylvania, ko je bila 81-letna Angela Kislo nazadnje videna. Zasledili so jo pred njeno rezidenco v Gateway Manorju, pri sebi pa je imela majhno torbico za kovance in ključ od stanovanja. Ti predmeti so nakazovali, da se je nameravala kasneje tistega dne vrniti domov. Toda Angela se nikoli ni vrnila in po tistem dnevu je niso nikoli več videli. Ko se v naslednjih dneh ni več pojavila, so sosedje in družinski člani začeli postajati zaskrbljeni, zato so na koncu prijavili njeno izginotje. Družina je omenila, da je ženska imela težave z duševnim zdravjem, vendar so verjeli, da zanjo ni značilno, da bi kar tako odšla brez opozorila. Prav tako ni bilo nobenih znakov, da bi bila bolna ali da bi imela težave s spominom. Edini znak, da je bilo nekaj narobe, je bila njena zaskrbljenost, ker ni mogla več početi stvari, ki jih je prej lahko. Poleg tega pa je bila Angela za svoja leta tako zdrava, kot je lahko, in pri njej niso ugotovili nobenih zdravstvenih težav. 2 dni po njenem izginotju se je preiskovalna ekipa odločila okrepiti iskalno akcijo z uporabo iskalnih psov. Hitro so zaznali njen von in svoje vodnike vodili do mostu Black Diamond Railroad Bridge, kjer teče reka Susquehanna. Nato so sledili Angeli še 50 čevljev nižje po toku, zaradi česar so reko temeljito preiskali in prečesali. Preiskovalci so ostali praznih rok in niso našli nobenih dodatnih sledi o njeni lokaciji. Mnogim se je zdelo nenavadno, da so njen von zaznali v povsem drugi smeri, kot je Angela običajno hodila. Bila je navdušena sprehajalka, ki ni vozila avtomobila. Njene poti so večinoma vodile do cerkve svete Hedvige na Zerbijevi ulici v Kingstonu, ki je 1 miljo oddaljena od kraja, kjer so opozorili iskalni psi. Njena pot je bila tudi v nasprotni smeri od mostu, zato ostaja skrivnost, kako je pristala tam. Policija je prav tako izvedla temeljito iskanje po parku Kirby in nasipu, ki poteka ob njem. Tudi tokrat niso našli ničesar. Naslednji namig se ni pojavil še več dni in prišel je v obliki morebitnega opažanja. Moški je poklical policijo in trdil, da je videl žensko, ki ustreza opisu Angele. Pojasnjuje, da jo je opazil na ulici Kidder and Wilkes-Barre Boulevard na isti dan, ko je izginila. Ko jo je vprašal, ali potrebuje pomoč, ni prejel nobenega odgovora. Opisala jo je kot zmedeno in nekoliko dezorientirano. Vendar pa opažanja nikoli niso potrdili, zato ni jasno, koga je morebitna priča tistega večera videla na ulici. Med preiskavo so policisti obiskali tudi Angelin dom, kjer so na tleh našli njeno torbico, skupaj z $200 gotovine in njeno osebno izkaznico. Ključ in denarnica pogrešane ženske sta skupaj z njo ostala pogrešana. Ker niso imeli nobenih sledi ali namigov, so bili policisti prisiljeni prekiniti iskalno akcijo, obljubili pa so, da jo bodo nadaljevali, če in ko bodo odkrili dodatne informacije. Od takrat naprej pa preiskave izginotja niso več nadaljevali. Angelino nenavadno izginotje ostaja še danes prav tako nepojasnjeno. Nobenih drugih morebitnih opažanj ni bilo odkritih, nobena neznana ženska ne ustreza njenemu opisu, njena usoda pa ostaja neznana. Številka 6. Podobno kot pri izginotju Chava Simmonsa, ni veliko znanega o Vanessa Bray, ki se je rodila kot Vanessa Renee Harris. Prijatelji in družina jo kličejo Jessie, pred izginotjem pa je živela v Stiglerju v Oklahomi.
Ima več tetovaž, med drugim črki C in H na zadnjem delu vratu ter več moških imen na spodnjem delu ene noge. Primer Vanesse se je začel v začetku februarja 2026, ko so družina in prijatelji nenadoma prenehali prejemati novice od nje. Vsak poskus, da bi stopili v stik z njo, je ostal brez odgovora. 7. februarja so sorodniki v domu 38-letne Vanesse našli sporočilo, v katerem je pisalo, da odhaja v Oklahoma City, vendar ni bilo pojasnjeno, zakaj ali kako dolgo bo odsotna. 2 dni kasneje je njen telefon preusmerjal neposredno na telefonski predal. Od takrat Vanesse ni nihče videl, niti ni nič slišal od nje. Na dovozu je manjkala njena srebrno-črna Toyota Camry iz leta 2013 z oklahomsko registrsko tablico RFN 246, ki je bila omenjena v poročilu, da naj bodo policija in javnost pozorni na njo. 4 dni po nenavadnem izginotju je policijska uprava Oklahoma Cityja poročala, da so zasegli Toyota Camry iz leta 2013, za katero je bilo potrjeno, da je Vanessino vozilo. Policijska uprava je poročala, da je bilo vozilo zaseženo po prometni ustavitvi, vendar ni znano, ali je pogrešana ženska vozila ali kaj se je z njo zgodilo potem, ko je ostala brez prevoza. Člani javnosti so izrazili zaskrbljenost, zakaj je bilo vozilo sploh zaseženo, saj to v poročilu ni bilo razkrito. Avto je lahko zasežen, če voznik nima vozniškega dovoljenja, če vozilo ni tehnično brezhibno, zaradi nevarne vožnje, suma kaznivega dejanja ali če je bil voznik aretiran. Toda policijska uprava Oklahoma Cityja ni potrdila, ali je bila med ustavitvijo in zasegom vozila izvedena kakršnakoli aretacija. Prav tako niso pojasnili, ali je bila oseba, ki so jo ustavili, sploh Vanessa Bray. Zadevo dodatno zapleta dejstvo, da je bil za Vanesso izdan nalog za prijetje zaradi neudeležbe na sodišču v zvezi z obtožbami o nezakonitem posedovanju prepovedane substance. Nalog za prijetje je bil izdan 4. marca, skoraj mesec dni po njenem izginotju. Od 7. februarja Vanesse nihče ni zanesljivo videl, njena družina pa jo želi najti in se prepričati, da je na varnem. Pogrešana ženska je opisana kot belka, z rdečimi ali kostanjevimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je med 157 in 163 cm in tehta med 64 in 82 kg. V času izginotja je imela lase postrižene do ramen in pobarvane na rdeče. Informacije v zvezi s primerom Vanessa Renee Bray lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Pittsburgh na številko 918 423 5858. Številka primera pri agenciji je 26 260 130, številka 5. V preteklosti Samuela Reiserja ni znano veliko, razen dejstva, da je po ločitvi dobil skrbništvo nad svojo hčerko. Bilo je leto 2010 in 60-letni Samuel je živel v Glasgowu v zahodni Virginiji skupaj s svojo 17-letno hčerko, ki je obiskovala vojaško šolo. Po mnenju večine je življenje potekalo dobro in zdelo se je, da nima sovražnikov. Srhljive podrobnosti njegovega primera pa bi nakazovale drugače. Bil je začetek decembra in Samuel je živel sam, saj je bila njegova hči v vojaški šoli. Živel je na delu 3. avenije s hišnimi številkami v 300, kjer so ga nazadnje videli okoli 17:07 dne. V naslednjih dneh se ni pojavil na svojem delu v rudniku premoga, kar je vzbudilo skrb pri njegovem delodajalcu in sorodnikih. Za Samuela ni bilo značilno, da bi izpustil delo, še posebej brez predhodnega obvestila. Zaskrbljen za njegovo dobrobit se je najemodajalec odpravil do njegovega doma, v upanju, da je njegov najemnik le prehlajen. Ko je prispel tja, je našel dom zlovešče prazen in 11. decembra je bila pri šerifovem uradu okrožja Kanawha vložena prijava o pogrešani osebi. Ob začetni preiskavi so policisti izvedeli, da Samuel že več dni ni bil v stiku z družinskimi člani, prav tako ga ni videl noben od sosedov, ki so povedali, da je bilo to zelo nenavadno za njega. Oblasti so nato svojo pozornost usmerili na prazen dom. Najprej so preiskali okolico, vendar niso našli nobenih znakov vloma. Luči so bile še vedno prižgane, iz notranjosti pa so slišali televizijo. Ker na njihovo večkratno trkanje ni bilo odgovora, so se policisti odločili vstopiti v stanovanje. Tega še niso vedeli, a kmalu bodo vstopili v pretresljiv, nepričakovan prizor. Takoj je bilo očitno, da je v hiši prišlo do spopada. Predmeti so bili polomljeni ali razmetani, sledovi telesnih tekočin pa so nakazovali na poškodbo. Tudi ni kazalo, da bi šlo za spodletel rob. Nič ni manjkalo, razen Samuela, katerega avto je bil še vedno parkiran zunaj.
Takoj so se pojavila ugibanja o kaznivem dejanju in sledila je dolgotrajna preiskava. Po nekaj časa je policija namignila, da imajo v primeru 3 osebe zanimive za policijo, vendar nikoli niso javno razkrili, kdo so bile. Do leta 2025 ni bil nihče obtožen ali aretiran zaradi izginotja Samuela Reiserja, osumljenci pa v medijih ostajajo neimenovani. Tiskovni predstavnik preiskovalne agencije je namignil, da ne verjamejo, da bi imel moški kakršnekoli povezave z organiziranim kriminalom ali nezakonitimi dejavnostmi, temveč menijo, da je bilo vse, kar se mu je zgodilo, precej bolj osebne narave. Številka 4. O ozadju ali osebnem življenju Caza Simmonsa ni znanega veliko. Kar pa je povsem jasno, je to, da so ga njegova družina in prijatelji zelo imeli radi, njegovo izginotje pa je pretreslo skupnost v Pittsburghu v Pensilvaniji. 30-letni Chaz živi na območju Pittsburgha in dela kot kuhar v lokalni restavraciji Siena Mercato. Restauracija se nahaja na odseku Penn Avenue pri hišnih številkah v 900-ih. Ni bil tam dolgo, pravzaprav je tam začel delati tik preden je izginil. 8. marec 2026 so Chaza nazadnje videli, ko je med 1:30 in 3:30 zjutraj zapuščal svoje delovno mesto. Varnostne kamere so ga ujele, ko je hodil proti 6. ulici na aveniji Penn. Zadnjič so ga opazili na naslovu 6. ulica 342. Čeprav se ni pojavil v službi, je Chaz ostal v stiku z bližnjimi in je šele 2 dni kasneje prenehal odgovarjati na njihove klice in sporočila. Njegova odsotnost in tišina nista bili značilni zanj, zato ga je družina takoj prijavila kot pogrešanega. Podrobnosti preiskave niso bile javno razkrite, vendar je policijska uprava Pittsburgha nakazala, da bi lahko bil v nevarnosti ali ogrožen. Chaz je bil v skupnosti zelo znan, zato je bila njegova odsotnost še toliko bolj opazna. Kljub temu pa ni bilo nobenega potrjenega opažanja o njem. Njegovi bližnji so namesto odgovorov dočakali le neznosno tišino. Informacije o njegovem izginotju so bile objavljene na Facebook strani policijskega urada v Pittsburghu, kar je spodbudilo komentar ene osebe, ki trdi, da ga je večkrat videla na južni strani, vključno z McKees Rocks, mestom v okrožju Allegheny. To je eno od domnevnih opažanj, ki ni bilo potrjeno. Kljub preverjanju teh trditev, ostaja, kje je Chaz neznan in minilo je že 5 tednov, odkar je izgubil stik s svojo družino. Pogrešani moški je opisan kot oseba s črnimi lasmi in rjavimi očmi, visok je približno 170 cm in tehta okoli 68 kg. Znano je, da nosi kozjo bradico in si je tik pred izginotjem postrigel lase. Chaz ima na vratu tetovirano ime Yalinda. Informacije v zvezi z njegovim izginotjem pa lahko posredujete policijski upravi v Pittsburghu na številko 412323 7141 številka 3. Ali je bila Cora Christmas McGurk žrtev davitelja z reke Green River, znanega tudi kot Gary Ridgway? To je vprašanje, ki mnoge vznemirja že od leta 1991, ko je Cora skrivnostno izginila brez opozorila. 22-letna je odraščala v Chicagu, kasneje pa se je po končani srednji šoli preselila v Washington. Ko je leta 1986 prispela tja, si je zagotovila službo v prodajalni daril medicinskega centra Univerze v Washingtonu. Prav tako se je vpisala v program elektrotehnike na univerzi. Potem, ko se je zapletla z moškim, za katerega so verjeli, da je bil v neznani meri povezan z mamili, je Cora opustila šolo in dala odpoved v službi. Ni jasno, ali je bila ženska sama na kakršnihkoli mamilih ali če je imela kakšne podobne posle kot njen fant. Ne glede na to, je kot posredna posledica teh dogodkov postala še ena pogrešana oseba v prenatrpani bazi podatkov. Bilo je v začetku julija, ko je prvič izginila, nato pa se 2 dni kasneje vrnila, obnašala se je nenavadno in povzročila zaskrbljenost. Njena teta jo je vprašala, ali je v redu, in Cora se je nasmehnila ter rekla, da je v redu. A njen naslednji stavek je dokazal nasprotno. Svoji teti je naročila, da mora, če se ji kaj zgodi, poskrbeti za njene otroke. Potem, 12. julija, je mlada mati 3 otrok zapustila svoj dom v Seattlu v Washingtonu in se nikoli več ni vrnila. Sorodniki neradi verjamejo, da bi odšla prostovoljno in vztrajajo, da je morda Cora doživela tragično usodo. Nekaj časa potem, ko je bila njena izginotje prijavljeno na neznan datum, so njeno vozilo našli zapuščeno na Aurora Avenue, ulici, ki je ljubiteljem resničnih zločinov morda znana. Prav z te lokacije je bil znan davitelj z Green Rivera, da je pobiral svoje žrtve.
Gary Ridgway je bil aretiran leta 2001 in je bil razglašen za najbolj plodovitega morilca v zgodovini Združenih držav, saj je bil obsojen za 49 umorov. Vse njegove žrtve so bile ženske, bodisi prostitutke ali pa tiste, ki so bile v ranljivih situacijah, vključno z najstnicami, ki so pobegnile od doma. Ridgwayev marinski pohod je potekal med letoma 1982 in 1998, kar je Corino izginotje in kraj, kjer so našli njeno vozilo, postavilo v samo središče dogajanja. Te informacije so pripeljale do tega, da je bilo njeno ime uvrščeno na seznam možnih in domnevnih žrtev. Vendar ni znano, ali je bil napadalec kdaj neposredno vprašan prav o Cori. Brez trupla, dokazov ali priznanja ostaja usoda pogrešane ženske neznana. Njeno sprva dvodnevno izginotje je nakazovalo, da se morda dogaja še kaj drugega. Njeno nenavadno vedenje in zavedanje, da bi se ji lahko kaj zgodilo, samo podpirata to teorijo. Mnogi se sprašujejo, ali morda kdo v njenem življenju ve več o njenem primeru, kot želi priznati. Številka 2. 55-letna Lynette Hooker je bila opisana kot oseba, ki je našla svoj ritem, svoj namen in je preprosto uživala življenje. Lynette je bila rojena za življenje na vodi, mornarka, katere duh je oživel v trenutku, ko je čoln zadel valove. Njeni bližnji so jo opisali kot osebo z avanturističnim duhom, ki je žarel in osvetljeval vse okoli sebe. Plavala je na ravni oči z morskimi kravami, so rekli, drsela skupaj z morskimi želvami in lovila obzorje na svoji jadrnici. To je bil njen element, njen srečni kotiček, kot je rekla Lynette. Pustolovka je dokumentirala svoja potovanja, delila video za videom prek svojega profila na Instagramu in ujela svoje edinstvene izkušnje, sonce za njenim hrbtom in smeh, ki še danes odmeva. Skoraj vedno je bil v njeni bližini Brian Hooker, mož že 25 let. Skupaj sta si zgradila pravo življenje na krovu, soulmate, skupaj sta preživljala nevihte in premagovala valove. Briana je pogosto videti v Lynettinih veselih objavah, opečen od sonca, nasmejan in dobre volje. Več kot mesec dni prej so se njene objave na družbenih omrežjih spremenile iz udobja znanih morij v Bahame, kjer sta z Brianom še naprej gradila svoje življenje. 29. marca je davila video temnega neba in razburkanega morja Abaca. Lynetten opis objave je namigovala, da bosta, ko bo dež ponehal, spet v vodi za nekaj zabave. In ko se je vreme umirilo, sta par naredila prav to. V svoji najnovejši objavi je Lynetta delila sliko čolnov zasidranih v mirni vodi s pripisom "Še nekaj časa ne grem nikamor". Nažalost je prav njen najljubši kraj na svetu postal nepričakovano ozadje izginotja matere enega otroka, ki se je zgodilo pred kratkim, 4. aprila 2026, zaradi česar je njena družina ostala brez odgovorov, skupnost pa v šoku. Le nekaj dni po tej zadnji objavi je Brian prijavil, da je njegova žena izginila na Bahamih po incidentu, ki se je zgodil na morju. Tisto sobotno zvečer sta bila Lynette in Brian na vodi pri Elbow Keyu. Po Brianovih besedah sta se odpravila stran od svoje jahte z 8 čevljev dolgo pomožno ladjico. Le nekaj trenutkov po začetku njune pustolovščine so se slabe vremenske razmere vrnile, valovi so bili razburkani, veter pa nepopustljiv. Po pričevanju edine priče naj bi bila prav te razmere tiste, zaradi katerih je Lynette padla v morje. Nosila je varnostno vrvico čolna, vrvico, ki izklopi motor, če upravljalec pade z njega. Rekel je, da je Lynette padla v vodo in motor se je ustavil. V njeno smer je vrgel rešilno napravo, a tokovi so jo odnašali vedno dlje stran. Nejevoljno je moral Brian veslati čoln nazaj proti obali. Ure kasneje se je prebil skozi grmovje in prišel do ladje delnice ter takoj poklical policijo. Policija Abaco, kraljeve bahamske obrambne sile in gasilsko-reševalna služba Hopetown so bili vsi vključeni v obsežno iskanje, ki je potekalo v zgodnjih jutranjih urah 5. aprila. Tistega večera, ko je bilo iskanje neuspešno, je Brian stopil v stik z njuno hčerko in jo obvestil o situaciji. Nekaj dni kasneje, 8. aprila, je objavil zapis na Facebooku. Objavil je fotografijo sebe in Lynette, pod katero je bil kratek zapis o nesreči s čolnom. Nepredvidljivo morje in močan veter, zaključil je, da je njegova žena zdaj pogrešana nekje v bahamskih vodah. Tistega večera so Briana pridržali za dodatno zaslišanje, za kar je kraljeva bahamska policija trdila, da je bila odločitev sprejeta na podlagi utemeljenega suma, ki je medtem prišel na dan. Brian je zanikal kakršnokoli napačno ravnanje in je bil 5 dni kasneje izpuščen iz pripora. Policija pa je potrdila, da čeprav je bil izpuščen, Brian Hooker ostaja osumljenec v incidentu, v katerega je bila vpletena njegova žena.
Od takrat je zaradi družinskih razlogov zapustil Bahame, medtem ko preiskava izginotja Lynette še vedno poteka. Opisana je kot izkušena jadralka iz Onsteda v Michiganu, je telesno zelo pripravljena in znana po tem, da veliko telovadi. Ima kratke svetle lase in v svojih jadralskih videih pogosto nosi edinstvena sončna očala. Policija še vedno objavlja občasne posodobitve. Bližnji še vedno upajo, da bodo našli Lynette, skupnost pa še naprej zahteva odgovore v tem primeru. Lynettina hči, Carly Aylesworth, je medtem ustvarila stran GoFundMe z imenom Pomagajte najti in počastiti mojo pogrešano mamo, da bi pomagala pri iskanju svoje pogrešane matere in jo počastila. Povezavo lahko najdete spodaj. Informacije o tej pogrešani osebi lahko posredujete kraljevim bahamskim policijskim silam na številko 9119. Carly je prav tako ponudila svoj e-poštni naslov carlyaylesworth@gmail.com kot kontaktno točko za informacije, ki bi lahko pripeljale do najdbe njene matere. Številka 1. Aloha v Oregonu je bila dom Danea Davisa večji del njegovega življenja. Tam je delal pri Wells Fargo do upokojitve, kar mu je dalo precej prostega časa, saj je lahko odpravil na sprehode, v katerih je tako užival. Ti pogosti sprehodi pa bi ga sčasoma pripeljali do zastrašujoče skrivnosti. Bilo je leto 2016. Dana je imel 66 let in je živel na delu ulice Southwest J Street pri hišnih številkah okoli 21500. Tisto leto je prejel hudo diagnozo. Prizadela ga je neizprosna bolezen, demenca. Diagnoza je družino pustila v iskanju ustanove, kamor bi ga lahko preselili, pri tem pa so sodelovali z lokalno neprofitno organizacijo. Medtem ko so poskušali zagotoviti mesto za Danea, je ta še naprej hodil na sprehode s časom, ki mu je ostal. Njegova pot ga je vodila do nakupovalnega centra Hillsborough Promenade, restauracije Wendy's in trgovine Albertsons, ki se nahajajo blizu Cornelius Pass in Baseline Road. Dane je bil znan tudi po tem, da se je vozil z vlaki Max in različnimi drugimi oblikami prevoza. 18. oktober pa bi zaznamoval njegov zadnji sprehod. Tistega dne so Danea nazadnje videli na ulici J pri njegovem domu, ko je preverjal pošto. Ker ga od tistega dne niso več videli, je skrbnik prijavil njegovo izginotje lokalni policiji, kar je sprožilo preverjanje njegovega počutja, ki so ga izvedli 20. Policija je prispela na dom v upanju, da bodo tam našli Dana ali vsaj kakšen namig, ki bi lahko bil. Med preiskavo so ugotovili, da je bilo njegovo vozilo še vedno v garaži. Seveda to ni bilo posebej nenavadno, saj je trpel za demenco in ni bil sposoben voziti motornega vozila. Nenavadno pa je bilo, da so našli vhodna vrata njegove hiše na stežaj odprta, vendar Danea ni bilo nikjer. Nenavadno je, da njegov mobilni telefon 5 dni pred izginotjem ni kazal nobene aktivnosti. To tudi ni bilo prvič, da je Dane izginil, saj je že večkrat izginil brez sledu, kar je skrbelo njegove družinske člane. V začetku tega leta je bil 2-krat prijavljen kot pogrešan, vendar so ga obakrat našli živega in zdravega. Prav ti dve ločeni dogodki sta družino pripeljali do razmišljanja o varovanem domu. Nažalost, mesta niso mogli zagotoviti dovolj hitro in ko je Dane tretjič izginil, je ostal pogrešan. Pogrešani moški zaradi svojega zdravstvenega stanja ni sposoben skrbeti zase. Družina je zaskrbljena, da si ne more pomagati sam in se boji najhujšega. 9 let kasneje ti strahovi niso izginili. Dane Davis bi bil zdaj star 75 let in v zadnjih 9 letih preiskovalci niso obupali. In že v letu 2023 so v primeru znova ukrepili prizadevanja. Družina je prav tako tesno sodelovala z detektivi v upanju, da ga bodo končno pripeljali domov. Primer: Dana ostaja nerešen. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.